nekaj besed, kot je napovedal gospod Župnik, kako je bilo rečeno tudi že v vabilu na današnjo slovesnost. Torej, dragi sodraški, gorniški, Ljubljani, dragi Ljubljani sploh, z Ribnice in raznih drugih krajev, posebno pozdrav seveda hrvaški romarji, ki so bili prej na gori, zdaj so z nami, tudi duhovniki so bili tukaj. Res, vsi prisrčno dobrodošli še enkrat pri Magdaleni v Gorni, bomo rekli danes. Torej, na 28. obletnico rojstva za nebesa se spominjamo Božje služabnice Magdalene Gornik, ki je omenil že gospod Načkov, zapisal Dominik Janeš, takratni dušni pastir, kaplan na gori, Božja ljubljenka. Danes nas je zbrala k molitvi, da bi bila poveličana pred vesolno cerkvijo, pred narodi vsega sveta, da bi jo lahko častili na oltarju. Torej, hvala vsem vam za navzočnost in moram reči tudi večletno zvestobo pri čaščenju in širjenju slovesa te pomembne žene v duhovni zgodovini našega naroda in cerkve. Prej sem videl tamle tudi gospoda župnika Francija Vidmarja, ki je prvi objavil v knjižici o gorniški župni, tudi posebej o Magdaleni Gornik, prvi po dolgih desetletjih in se ga še posebej vesel. O njej, gledajte, sicer ne pišejo knjige, ki beležijo velike in prelomne dogodke v zgodovini slovenskega naroda in države. A kot je omenil že gospod Načkov, pa se nismo nič dogovorili, kaj bom to danes govoril in predel. Kot je omenil gospod Načkov, se Magdalena Gornik zapisuje v duhovno zgodovino slovenskega naroda in posebej ljubljanske škodačkofije. Kot tista, s katero so, pomislite, Božja mati, njen sin, naš odrešenik Jezus Kristus, svetniki in svetnice, govorili v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku in to v času, ko so komaj šle Prešernove poezije, ko je komaj začel izhajati prvi slovenski katoliški časopis Zgodnja danica leta 1848 in se je začela oblikovati zavest o slovenskem narodu kot samostojni etnični skupnosti. Prvi politični program Zedinjena Slovenija je šel leta 1848, torej kot samostojna skupnost v takrat družini takratnih avstrijskih in evropskih državnih povezav. Bog je na začetku našega narodnega zavedanja spregovoril našemu narodu v našem jeziku. Ali imamo radi za to slovenski jezik kaj bolj? Morali bi ga. Povabilo, ki ga je najprej Marija spregovorila Magdaleni, za njo pa tudi Jezus in vsi drugi svetniki in svetnice, pa je pravzaprav povabilo vsemu slovenskemu ljudstvu vseh časov, vseh obdobij. Naj izbere sicer strmo, kamito, trnjevo in zahtevno pot, a je le ta tista, ki vodi v pravo srečo, nebeški sreči. Pot spreobrnenja, opore in zadoščevanja, pot vere. Po 170 in več letih ugotavljamo, da je njeno vabilo še bolj aktualno. Zanikanje krščanskih vrednot, upadanje vere, duhovno siromašenje, v čemer je Magdalena videla največje zlo za naš narod, se kakor kužna bolezen širijo v našem narodnem tkivu. Zaupamo, da Magdalenina molitev, priprošnja in njeno trpljenje ter zadoščevanje tudi danes prinaša blagoslov in je obenem vabilo, da slišimo njene spodbude, vabila in klice. Danes ste ali pa še boste dobili podobice z Magdaleninom mladostno podobitvijo. To, ki jo imamo tukaj le tudi pred oltarjem, ki je tukaj v Sodražici. Naj spomnim, kako je bilo takrat, ko so jo prvič pripeljali z gore sem na uradno opazovanje. V torek 2. marca 1852 popoldne se je ustavil voz kaplana Jožefa Žagarja z gore pred župniščem v Sodražici. Magdaleno je spremljala Elizabeta Zbačnik z gore. Peljavala jo v cerkev in jo posadila na klop, saj Magdalena že od septembra 1848 razno v ekstazah ni mogla več stati na nogah, pa tudi klečati ne. Župnik Lesjak takole pravi: po kratki molitvi je v moji prisotnosti prišla v ekstazo, se kakor duh dvignila in odkorakala proti glavnemu oltarju, pri čemer se je rahlo dotikala cerkvenih tal. Na stopnici pred prezbiterijem je pokleknila, se čez čas v zamaknjenju dvignila, nato pa spet padla skupaj in prišla k sebi. Čez nekaj časa so jo prinesli v župnišče. Danes smo klečali pred oltarjem vsi, ki smo prišli pri češčenje na to sveti maši. Zagotovo ne za moj.
Magdalenina priprošnja je velika in Bog na njeno posredovanje uslišuje, kakor boste brali v letošnji številki glasila Magdalenin glas gore, ki ga boste lahko odnesli tamle ob izhodu iz cerkveja, priporočeni dar je 2 evra, to je čisto simbolično, vzemite ga s seboj, bo pa tudi dostopen na spletu. Magdalenin glas gore za letošnjo leto. Tukaj noter je veliko zanimivih stvari. Kar lepo število zahval je v njem objavljenih. Pomislite, lansko leto je bilo 49 organiziranih večjih skupin, torej z avtobusom ali več skupin za več avtomobili. 49. In naj upozorim na nekatere. Naprimer, babica iz Litije se zahvaljuje za to, da so po molitvi zdravniki postavili pravilno diagnozo leto dni stare deklice. Mož iz Grosuplnega se zahvaljuje, ker je bila njegova operacija prestavljena in se je to izkazalo za previdno smrt. Babica iz tukajšnjih krajev se zahvaljuje, da se je sin spet vrnil k svojemu otroku. Pa zahvala ženi iz Dobre Polja, ki je ozdravljena želodčnega raka. Zapisala je takole: ves čas ozdravljenja sem zaupala v terapije in znanje, ki ga danes premore sodobna medicina. A verjamem tudi, da nič ne bi bilo mogoče, če ne bi pomagala molitev in priprošnja Magdaleni Gornik. Pred tednom sem srečal na škofiji ljubljanskega univerzitetnega profesorja, ki mi je pred mesecem dni poslal zahvalo, ker je bil rešen bolečin zaradi artroze v sklepih, ko se je priporočil Magdaleni Gornik. In še bi lahko naštevali vse to, boste lahko brali v tem glasilu. Marsikaj pa lahko preberete vsak dan tudi na Facebook strani, za katero skrbi gospa Andreja Arko. Zelo se priporočam, res, zelo se priporočam, da mi pošiljate zapise o uslišanjih. Sej ni uslišanje samo tem, da smo ozdravljeni. Včasih je tudi to, da znamo nositi breme križa in trpljenja, se to v pomenu gospod Načkov, tudi to je velik dar, ki ga je izprosil Magdalena, da znamo nositi križ in sprejeti bolezni. Veste, če ne bo teh zapisov, je postopek ugotavljanja slovesa, svetosti zelo težak. In ravno to dela naš postopek nekoliko bolj živahen, zanimiv kot ostale postopke, ker se oglašate in ker pišete. In ker volite, če ko sem prej bil na gori, sem prelistal knjigo o vstopu v cerkev, koliko zahvali in priprošnj je tam napisano. No, kakšno poštite tudi meni in Ljubljani. V obvestilu o današnji slovesnosti je omenjeno, da bom poročal o poteku postopka. Lahko povem, da se mnogi trudijo, da bo postopek pravilno izpeljan. Vam pa priporočam molitev delo zgodovinske komisije. Kar 2 člana sta zbolela, eden od njih zelo, zelo resno. Eden pa ima druge skrbi in je to povzročilo krajši zastoj. Zato vaša molitev ne bo zastoj. V branje vam seveda priporočam torej novo številko glasila Magdalenin glas gore, ki je vsebinsko izjemno pester in lepa spodbuda vsem, ki ga bodo brali. Župniku, gospodu Bizjaku in Župljanov ter vsem dobrotnikom se zahvaljujem, saj brez njihove finančne podpore tega ne bi mogli izdati. Ampak danes je razlog našega veselja film Okronana, ki so ga pripravili o Božji služabnici Magdaleni Gornik v studiu Sipoš. Tamle stojijo, veste, režiserka, Eliza Repol, pa direktor, David Sipoš, pa še kaj še ne znam v mesti, ne vidim čisto vseh. Veliko študija, dela, strokovnega znanja, veliko igralcev, pomislite, 100 ljudi je bilo vključenih, 80 je bilo igralcev, koliko enega napora, da bomo tole zdaj lahko ogledali. Seveda tudi veliko gmotnih sredstev je bilo potrebno, da bomo lahko danes videli nekaj, kar nam bo še bolj približalo Magdalenino svetost. Zahvaljujem se dobrotnikom, ki so tukaj med vami, podjetnikom iz Sodražice, ki so se odzvali v Bilu Nadškofije in pomagali pri tem projektu, ali pa še bodo. In seveda predvsem gospodu Nadškofu in Nadškofiji, ki je pogumno podprla danes, da bomo danes lahko gledali tale film. Kasneje, bomo film lahko seveda gledali tudi na spletu. In gledajte, tako bomo tudi lažje molili za Magdalenino poveličanje. Zdaj le vas predno gremo na film povabiti, da zmolimo še to molitev, vse imate na propetične, si pomagamo na vas. Vsemogočni Bog, Oče, od Tebe prihaja vsak dober dan.
usliši naše molitve in jo priličajo, da bo pred prestolno cerkvijo prištela z veličanjem. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako sedaj